Pozdravljeni. Po koncu pripravljalnih testiranj pred začetkom sezone 2023 je Frederik Vasseur prvič stopil pred novinarje v svoji novi vlogi, v vlogi glavnega odgovornega Scuderie Ferrari. In zgodilo se je nekaj zanimivega. Verjetno vsakega od nas, navdušenca Formule 1, zanima, kaj je povedal Vasseur, pa ne glede na to, ali navijamo ali ne za Scuderijo Ferrari. A danes bomo videli, kako lahko različni avtorji, ki so bili prisotni na eni in isti tiskovni konferenci, pridejo do čisto drugačnih zaključkov. In situacija, ko sem prebiral različne vire, me je začela spominjati na znani film Akire Kurosave Rashomon iz leta 1950, ker je en in isti dogodek opisan iz čisto drugačnega zornega kota, kjer vsakdo dejstva prilagaja svojim lastnim interesom ter željam. Danes si bomo ogledali, kaj so zapisali različni avtorji, naprimer Leo Turini v svojem blogu Profondo Rosso 26. januarja, na to, kaj so objavili na italijanski ter angleški verziji članka za portal motosport.com 27. januarja, in da ne bo pomot različni avtorji in čisto različen članek, in na koncu še tisto, kar so prav tako 27. januarja objavili na spletnem portalu RaceFans. Videli bomo, da je danes izjemno pomembno tudi, koga beremo, ne samo, kaj je nekdo povedal. Lepo je to razvidno že na samem začetku članka. Namreč Leo Turini najprej pove, kako je svetoval Frederiku Vasseurju, kje v okolici Maranella imajo najboljše torteline in brodo, se pravi torteline v juhi, znano karakteristično jed v okolici, kar je hotelo nekako namigniti, kako je Leo Turini praktično že osebni prijatelj s Frederikom Vasseurjem. Podobno na italijanski verziji spletne strani motosport.com, ker so najprej poudarili, kako jih je Frederik Vasseur pozdravil v italijanščini, ampak ker italijansko ne govoriš, se še uči, je na to nadaljeval v angleščini. In kar je bilo posebej zanimivo, skozi celoten navedek pogovora so se z Frederikom Vasseurjem tikali kot stari znanci. Na angleški verziji članka, ki ga prav tako lahko dobimo na spletnem portalu motosport.com, o kakšnem nagovoru v italijanskem jeziku ni ne duha, ne sluha. Na začetku zgodbe lahko vidimo, kako je pravzaprav Frederik Vasseur sploh prišel v Scuderijo Ferrari. In na članku objavljenem v spletnem portalu RaceFans izjava Frederika Vasseurja. Ferrari ima vse, da lahko zmaga naslov svetovnega prvaka že v naslednji sezoni. Torej, že tu iz samega začetka članka lahko vidimo, kakšen pristop imajo različni avtorji. In zgodba se nadaljuje skozi celotne članke, ker sem izbral 3, po mojem izboru, pomembne teme, kjer bomo res videli, kaj pravzaprav želijo poudariti avtorji in kaj verjetno določeno publiko zanima. Najprej o pogonskem sklopu pri Scuderiji Ferrari. Kot dobro vemo, vsaj v zaključnem delu sezone 2022 je bil prav pogonski sklop tista kritična točka pri bolidu F1 pomišljaj 75. In tu bomo najprej začeli pri Leu Turiniju in dobesedno navajam.
Iz tesne mize prihajajo ohrabrujoči podatki. Pri zanesljivosti smo odpravili pomanjkljivosti, a je treba počakati, kaj bo pokazala proga. In seveda za marsikaterega navdušenca, predvsem navijača skuderije Ferrari, so te besede navdihujoče. Če pogledamo, kaj piše na italijanski verziji članka portala motosport.com, bomo lahko takoj dobili odgovor, da zanesljivost je pod nadzorom, kar je v bistvu nekaj drugega od tistega, kar je kot dobesedni navedek povedal Leo Turini. Na angleški verziji istega portala v članku o zanesljivosti pogonskega sklopa ni ne duha in ne sluha. Zanimivo je tisto, kar so zapisali na spletnem portalu RaceFans. Upam, da je glede zanesljivosti vse pod nadzorom. In poudarjam, upam. Kje so končali tisti ohrabljujoči podatki iz tesne mize, mi ni dano vedeti. Ampak verjetno je vsakdo izmed vas videl, kako različna interpretacija je lahko istih besed skozi 4 različne vere. In druga točka, ki je verjetno za vsakogar izmed nas zanimiva, so razne strateške napake, ki smo jih videli pri skuderiji Ferrari v pretekli sezoni. In tudi tu bomo začeli s tistim, kar je slišal Leo Turini. In po njegovem je Frédéric Vasseur povedal, da se bodo ukvarjali z rešitvami in ne z posameznikom. Torej, daja nam vedeti, da kakšnih kadrovskih rošat ne bo, kajti napaka je v sistemu. In pri italijanski verziji motosport.com je zgodba podobna, le v malce blažji obliki. Treba je najprej razumeti, kaj je šlo narobe in šele nato sprejeti ukrepe. Torej, zopet lahko vidimo, da po mnenju italijanskih novinarjev kakšnih velikih rošat ne bo. In podobno lahko beremo, ampak bolj eksplicitno v angleški verziji tistega, kar so zapisali na motosport.com. Namreč v strateškem oddelku ne bo velikih rošat, kajti pri Ferrariju imajo vse, kar potrebujejo za zmago. Le to je treba nekako sestaviti skupaj. Pri spletnem portalu RaceFans so pa povedali nekaj čisto drugega. Treba je pogledati organizacijo in ne samo vrh piramide, torej tistega, ki je na komandnem zidu, ampak treba je pogledati tudi navzdol. In to se pravi, ne samo žrtvovati one glavne odgovorne, ampak pravzaprav tiste, ki so naredili napako. In tu lahko dodamo še 5. vir, namreč Planet F1 je povedal, da kar se tiče strateškega oddelka, ne bo velikih rošat, ukolikor bo vse delovalo, drugače bo treba poseči vmes. In na hitro lahko razumemo, kakšna razlika je med zadnjimi navedki in tistim, kar je zapisal Leo Turini, kjer se bo treba ukvarjati z rešitvami in ne s posameznikom. A poglejmo še temo, ki verjetno vsakogar izmed vas zanima. Odnos med vozniki, med Charlesom Leclercem in Carlosom Sainzom mlajšim. V preteklih tednih smo lahko brali ogromno zgodb okrog tega, kako je praktično Frédéric Vasseur bolj na strani Leclerca kot Sainza. In v mnogih člankih je seveda tudi Frédéric Vasseur poudaril, kako pozna Charlesa Leclerca od njegovega 12. rojstnega dne. A kljub vsemu ceni tudi Carlosa Sainza mlajšega, namreč ko je bil leta 2016 pri Renaultu, je prav on tisti, ki je poudaril, da voznik Sainzovega kova bi bil dober
takrat za tovarniško ekipo Renault, kar se je zgodilo približno pol leta po njegovem odhodu. In tudi, ko je bil v Sauber, pomišljaj Alfa Romeo F1 Team, si je želel imeti Sainza. Na to je najel Kimija Räikkönena. Torej, vidimo, da oba voznika sta izjemno visoko kotirana pri novem šefu skuderije Ferrari. A zanimivo je zopet, kaj je napisal Turini. Namreč povedal je, da ne bodo imeli tako imenovanega liderja in da oba voznika sta izjemno zrela in njihovo sodelovanje je ok. V italijanski verziji motorsport.com je lepo Frédéric Vasseur povedal, da cilj skuderije Ferrari je zmagati. Ne zmagati s Charlesom ali zmagati s Carlosom, temveč zmagati. Zanimivo, da v angleški verziji in prav tako pri Race Fans tega argumenta sploh niso objavili. In seveda v člankih smo lahko slišali še tiste stalne fraze o tem, kako je pomembno zmagovati sedaj tu in ne čez eno leto in kako se je ta menjava na vrhu skuderije Ferrari nekako zgodila v izjemno prijateljskih odnosih in kako bodo tudi odnosi s Totom Wolffom in še bi lahko našteval. Ampak videli smo na teh nekaj primerih, kako lahko različni avtorji eno in isto zgodbo povejo na čisto drugačen način. Tu sedaj mene resnično zanima, kaj pa je povedal Frédéric Vasseur. Kajti tiste zanimive točke so diametralno nasprotne, še posebej, če beremo zgoraj naštete vire. A za danes, kot običajno, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.